Torej, spoštovane gospe in gospodje, toplo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci v Gastožu, ki je že kot je veleva tradicija uvod v praznovanje občinskega praznika naše občine. Tako imenovani konjiški dnevi se pričenjajo z današnjim dnem, to je 14.6. in seveda trajajo do svečane seje, ki bo 30. junija v Domu kulture v Slovenskih Konjicah, kot že običajno ob 19. uri. Zato je prav, da mogoče pogledamo na par dogodkov, ki bodo v okviru konjiških dni se zvrstili v naslednjih dneh in mogoče tudi kakšno besedico spregovorimo o letošnjih občinskih nagrajencih. O tele brošurci sem jaz enkrat na brzino naštel 55 dogodkov in verjamem, da bo vsak našel to, kar ga zanima. Nekaj je še takšnih, ki jih naši kolegi in kolegice niso uspeli pravočasno pred oddajo tega gradiva v tisk povedati, da bodo, tako se pravi več kot 55 dogodkov v čast občinskega praznika. Mogoče ena, dva ali tri malo omenimo. Tokrat prvič bomo posvetili nekaj trenutkov pomenu domače hrane in pijače. To bo 16. junija v popoldanskem času na Starem trgu v Slovenskih Konjicah. Ta dan imamo dopoldan dan z gozdarji in popoldan seveda dan domače hrane in pijače, tako da bomo se posebej posvetili temu, s čimer se radi pohvalimo, to je z neokrnjeno naravo in pa domačo odlično hrano in pijačo, seveda pa bo to vse skupaj predstavljeno oziroma postreženo strani naših prijaznih ljudi. Tokrat je posebnost v okviru konjiških dni tudi 24. dirka po Sloveniji, v soboto okrog 14. ure pridirkajo skozi Konjice in potem hitijo proti Rogli. Že tradicionalen živ žav bo v torek 20.6. pred Domom kulture na Mestnem trgu. Takrat se eni poslovijo od vrtca in grejo potem v jesenskem času 1. septembra v šolo. Izpostavil bi še mogoče otvoritev 45 loških poletnih prireditev. To bo v soboto, 24. in pa v nedeljo 25.6. že tradicionalen pohod družin na Stolpnik, ki je hkrati tudi, potem se tam odvija ena proslava ob dnevu državnosti. Petrovo v Žičah, tudi tradicionalen dogodek, in pa tokrat posebnost 26.6. prve elektropolnilnice v Konjicah, ker v občini že imamo na počivališču v Spodnjem Gršovju, so te elektropolnilnice za avtomobile že. V Konjicah bomo odprli dve polnilnice, eno pri vstopu na staro mestno jedro in pa drugo na parkirišču za občino oziroma pri objektu, kjer ima svoje prostore upravna enota. In pa, kot sem dejal, svečana seja občinskega sveta v petek 30.6. ob 19. uri. Takrat bomo pa tudi podelili nagrade in pa priznanja, tako imenovane grbe. Priznanje občine tokrat prejme Planinsko društvo Slovenske Konjice ob 90-letnici delovanja. Bronasti grb gre k župnijski Karitas Slovenske Konjice ob 25-letnici delovanja. Srebrni grb občine Slovenske Konjice prejme Janko Čakš, dolgoletni predsednik sveta krajevne skupnosti Loče in hkrati tudi občinski svetnik. In pa zlati grb pa dobi Arpad Šalamon, akademski slikar, umetnik, ki v Konjicah živi tudi približno 25 let, mislim, da je ravno letos 25 let, kar živi v Konjicah.
in ki je nažalost dosti bolj prepoznaven drugod kot pa doma, in zato se mi zdi prav, da mu damo eno takšno priznanje tudi v domačih krogih. Toliko mogoče na kratko okrog konjiških dnevov, napoved dogodkov, vse je v teh zloženki in pa tudi seveda objavljeno na spletni strani. Letos, če ste opazili ta trilogo, ki ga že letos tretje leto ohranjamo kot zaščitni znak, je letnica 1467, kar pomeni 550 let Gastoža, prve pisne omembe Gastoža, objekta, v katerem se nahajamo. To je hkrati najstarejša delujoča gostilna v Sloveniji. Nažalost danes ni z nami gospoda Kračuna, Benjamina Kračuna, ki je najemnik tega lokala oziroma tega objekta. Bomo pa v okviru Dneva podjetnikov predstavili tudi penino Filipa Žičkega, ki je vezana na Žičko kartuzijo, na Gastož in pa seveda tudi na podjetje Zlati grič, ki je pravzaprav pridelovalec, predelovalec te penine in hkrati ta penina zori tudi v prostorih v kleti v Žički kartuziji. Verjetno, da bodo še kasneje kakšna vprašanja, mogoče samo še nekaj stavkov okrog biltena. Mislim, da je ta v tem mandatu prvi, ker smo nekako rekli, da je v sedanjem času tukaj manj investicij, da jih čisto enostavno lahko združimo na nekaj strani. Zajema obdobje 2015-2017, kljub vsemu pa je nekaj informacij, da se spomnimo na to, kaj vse smo v tem času ali kot dogodke imeli, kot naprimer 500-letnica kmečkega upora, prvega vseslovenskega kmečkega upora, do 870 let prve pisne omembe konjic in še leto predtem 850 let Žičke kartuzije. In pa nekaj, kot sem dejal, nekaj projektov, nekaj investicij v izvajanju. Tako na kratko se lahko kar hitro ustvari slika o dogajanju v zadnjem obdobju. Mogoče bi vas spomnil samo na to, da sta v izvajanju dva večja projekta, finančno zahtevna. To je gradnja novega dela vrtca na Prevratu v Slovenskih Konjicah, kjer se seveda nadaljuje v jesenskem času v rekonstrukcijo še obstoječega dela, in pa tudi novogradnja vrtca v Ločah, dolgoletna želja, predvsem staršev malih otrok, in prav veseli smo, da bomo Loškega odprli še pred pričetkom novega šolskega leta. Konjiški pa novi del bo tudi že v funkciji, ampak kompletni objekt bo pa dobil svojo podobo konec novembra tudi tega leta, tako da bomo ene pomembne stvari, ki pomenijo izboljšanje življenjskega standarda ali pa kvalitete življenja v naši občini tudi v letošnjem letu kljub vsemu uspeli zagotoviti. Ne vem, če so že zavrteli prenovljeno spletno stran. Smo, mislim, da sinoči priklopili, tako da je malo bolj dinamična. Si boste ogledali tudi, glavnem na spletni strani www.slovenskekonice.si se že ta podoba vrti. Zdaj pa v bistvu prehajamo na tisti del, kjer bom jaz poskušal biti čim bolj kratek in smo potem na voljo za vaša vprašanja iz teh in tudi drugih tem. Vseeno bi se dotaknil podrazljivo je nekaj o nekem sestanku, kaj ki ste omenili. Da se malo pa časovnice zanimajo, da je bila dejansko sprejeta odločitev, a je bilo pol kasneje naročeno to mnenje, malo točno, jasno, na pol informacije krožijo v javnosti. Leta 2014 je bila naročena idejna zasnova preureditve ali pa rekonstrukcije bazena na Dobravi, kajti vedeti moramo, da gre za objekt, ki je bil grajen začetek 1948, se pravi skoraj 70 let star objekt,
In že vrsto let, mislim, da je bilo še v času gospoda Barage, to je 25 let nazaj, so imeli podobne težave, kot jih imamo danes. Vsako leto se je s krpanjem poskušalo rešiti kopalno sezono. V kakšne korenite posege se pa ni šlo. In vemo, da danes živimo v posebno drugem času, ko so te zahteve ali pa standardi, kaj je to varen objekt za kopalce, da so povsem drugi, kot so bili pred 20 leti. In kot sem dejal, že pred 20 leti so s takimi parcialnimi rešitvami reševali počeno školjko, tako da so enostavno obložili z betonsko steno dodatno in potem na to lepili ploščice. Ko je talna plošča na najglobjem delu počela, so enostavno nalili 20 cm betona. In ta objekt sploh ni več olimpijski bazen. Nima več standarde izmer, kot jih olimpijski bazen mora imeti. No in zdaj, kot sem dejal, vsako leto se je krpalo nekaj na takšne in drugačne načine in vlagala so se v bistvu za vsako kopalno sezono nenormalno visoka sredstva, poleg tega, da noben bazen takšnega tipa v Sloveniji ne more poslovati pozitivno, to je vsem jasno. In ko pa prihajamo, ko smo potem leta 2014 to naročili, so bile te številke, seveda so bile vključene tudi tako imenovane slačilnice in garderobe pri nogometnem štadionu. V to je ta znesek bil kar precej visok. In takrat, ko smo sklicali oziroma organizirano javno razpravo, jaz mislim, da se je bilo manj kot 10. 14, no, pa 14 na tisti javni razpravi, ko bi človek pričakoval kakšen grozno zanimanje vlada za ta bazen in v bistvu se nič ni premaknilo, nič se ni izblikovalo nobeno stališče, v katero smer iti za obnovo. No in ko ugotavljamo, da je čedalje teže zagotavljati varnost kopalcev, kajti vidimo, da so tudi konstrukcijske problemi oziroma problemi za stabilnostjo recimo tega prelivnega bazena, potem se človek vpraša, kako zagotoviti in smo prišli do zaključka, da enostavno varnega kopanja ni več možno zagotoviti z temi parcialnimi rešitvami. Čakali smo za objavo te odločitve zato, ker je bazen na Zbelo, če se spomnite, je 3 leta nazaj tudi bil zaprt zato, ker ni imel uporabnega dovoljenja in takrat smo potem korenito pristopili tudi strani občinske uprave in tudi sredstva krajevne skupnosti Zbelovo so bila 2 leti porabljena za ta namen, da se je objekt spostavil v takšno stanje, da zagotavlja varnost. Samo obratovalno dovoljenje pa zaradi birokratskih težav prišlo šele 5. junija 2017. In ko smo imeli to informacijo, da lahko ponudimo alternativo, smo dali tudi obvestilo, da bo v letošnji sezoni bazen, zato ker ni varno kopanje, oziroma ni varna uporaba, zaprt, alternativa pa je brezplačen prevoz z rednim avtobusom na Zbelovo. In jaz tu ne vidim neke velike filozofije. Če nekdo zagotovi, da je kopanje na tem bazenu varno, potem bo bazen odprt, sicer pa seveda ne. In takšno je tudi stališče tudi po današnjem sestanku, ko smo ga imeli recimo z državnim sekretarjem Tatjanom Slapnikom, je tudi njemu jasno, da tako ne gre več. In seveda smo se tudi dogovorili, da bomo zdaj vse te, ki to negativno energijo trosijo po mestu in po medijih elektronskih, vključili in v en odbor, pa naj pridejo pa povejo, kaj pravzaprav želijo in pa predvsem prispevajo k temu, da bomo, ko bomo to projektno dokumentacijo imeli izdelano, predvsem se potrudimo in vsi skupaj zagotovimo sredstva, da bo to že v naslednjem letu odprto. Seveda jasno, da je želja vseh nas, da takšne situacije, kot je letos v Konjicah in kot je bila pred 3 leti na Zbelem, ne bi bilo. Seveda letošnja kopalna sezona je za Konjice izgubljena, kar se tiče neke logike, je pa možno, da jo pa do naslednjega leta zagotovimo in to varno kopanje. Ampak na kak način varno kopanje za 350 000 evrov, ali se da tudi zmanjšanje stroški? Jaz mislim, da 350 je še majhen znesek, ker vse, kar je manj, bo to pomenilo zopet krpanje delno
Sej so različne rešitve, ampak na koncu pride še vedno do 100 000, ko jih daš brez izgube. Ko jih daš v eni sezoni, da si zopet naslednji leto tam, ko si bil. Pa je realno 350 000 evrov zbrati za naslednje leto? Čisto odvisno od izračuna, ki nam ga bo poslalo Ministrstvo za finance. Seveda so še pa druge možnosti. Imamo ene primere, ko so v javnem zasebnem partnerstvu našli rešitev, ali pa celo tako, da so vključili zainteresirane občane, da so, ne vem, če bi tisti, ki se sedaj precej glasni, letno karto kupili, bi že nekaj spravili skupaj. Tudi, če je velik interes, se da pobrati sredstva na povsem legalen način in se potem ali kompenzira delno za kakšno letno karto ali pa kot obliki obveznost, da se to pokrije. Seveda, največ je pa odvisno od tega, kako bomo mi uspeli pokrpati prihodkovno in odhodkovno stran za naslednje proračunsko leto. Koliko pa je realno, da bi recimo bil bazen dolgo leto? Koliko je pa vaše realno sploh, da bi lahko? Povsem realno, zakaj ne? V gradbenem smislu izvedljivo. Ampak tudi če bi marca šli v izdelavo projektne dokumentacije, če bi imeli sredstva v proračunu, to pomeni pridobitev gradbenega dovoljenja, vseh soglasij, javni razpis najmanj pol leta in je sezona tako ali tako izgubljena. Kako se zdaj mogoče je bil občinski proračun in vodih letih obremenjen zaradi teh začasnih krpanj? Približno, koliko ste potem začeli? Zadnji podatek mi bo direktor komunale pomagal, koliko je bil, okrog 50 000? 54. Vsako leto 50 000 vržeš, plus 50 za pokrivanje izgube, ki je jasno, da ni možno pokriti. Tukaj je školjka počena in količine vode, ne vem, direktor bo vedel, nenormalne, jaz mu trdim, da so nenormalne, da tečejo. Kakšne rešitve si pa nagibate, da ne bo bolj leto se odrazena odločila? Kakšna varianta, na primer, spet naložbe? O tem, ko bo to mi narišemo, ko bo projektant pripravil idejno rešitev takšno, drugačno, pa naj povejo tisti, ki ga bojo res uporabljali, katero varianto. Seveda je tudi odvisno od finančnih zmožnosti, ker to so velike razlike. Ampak želja je, da ga ohranimo kot olimpijski bazen, kar zdaj ni. Zdaj ta bazen v Zbelovem je že bil za 2 leti? Bazen je v bistvu bil samo 1 leto zaprt, lansko leto je bilo poskusno obratovanje, potem pa zaradi nekih laboratorijskih izvidov se je zavleklo, na koncu pa Arso rabo skoraj 1 leto, da so potem na priganjanje, uporabno je pa upravna enota izdala 5. 6. letos. Zdaj samo še, kar se tiče teh prevozov za otroke, mogoče, če bi lahko malo boljši povedali, kako bo to potekalo po zaenkrat veljavnem, da samo preko društva prijateljev mladine, na kak način bo to vsak dan? To je bila prva informacija, potem smo pa rekli, avtobusi redno vozijo vsaki 2 uri, Zreče, Konjice, Poljčane, in da bodo tisti uporabniki, tudi odrasli, ki bodo uporabljali avtobusno linijo za prevoz na bazen, imeli zastonj. Prevoz je vključen strani občine, bolj enostavno 5 000 evrov, kot pa 100 000 za nič. Koliko bi bil ta bazen dejansko v poletnem času uporabljen? Imate kakšno številko obiskovalcev, koliko je to v letih raslo, padlo? Zelo odvisno od vremena. In bom prosil direktor, ker nimam teh podatkov, imam jih pa na mizi. Leta 2014, ko je bilo slabo leto, je bilo okrog 1900 v Konjicah. Bazen Zbelo, vem, da je lani bil 1600 pa nekaj, kart prodanih 4900 je bil lani. Lani je bilo 4250, leta 2015 je bilo 6600, 2014 si povedal. Kopalnih dni v 2014 od 72 možnih je bilo 32, v letu 2015 je bilo 55, lansko leto je pa bilo 52. Takole bom rekel, konc tedna, pa če je bilo na 30 stopinj, je bilo kopalcev tam med 250 do 400, med tednom ponedeljek do četrtek pa tam med 35 do 50 kopalcev, čez celi dan. Cena kart za otroke, celodnevna karta, 3 evre, za odrasle 4 evre, popoldanska po 3 uri, evro pa pol. Večinoma 90% je prišlo popoldan. 2 kopalca sta hodila dopoldan, ki sta plavalno progo izkoriščala, recimo, ko smo v 12. bazen odprli, ali pa tudi malo prej. Ostalo pa bolj na popoldansko in se proti večeru, nekje bolj z leto.
Sezonska je pa Otroška 35-55 je bila odrasla, potem tisti, ki so letno kartoč preteklega leta, so imeli 10% popust. Meni se zdi problem na tem, da res 350 000 evrov krčak za bazen, ki bo v teh imel mali obisk, je v bistvu neracionalno. Po drugi strani pa bazen kar odpisati, da tako več ne bo, je pa spet škoda. Samo še vsebino, da pojaviš. Ja, mislim, problem je verjetno skupaj v tem, da ljudje rajši daje 20 evrov, pa se grejo kopati v termin zreče, kot da bi se tu za 5 evrov kopali. Zato je tudi bazen pravi, v bistvu, na nek način. Glede, sem poskušal prek mladinskega centra vključiti, da bi naredili kakšno animacijo, pa je bil plavalni tečaj, pa ne vem, kaj vse je bilo. Obisk je takšen, kot je. Glede, ljudje ne vejo, da gre za od teh 12,5 milijonov konjiške občine, koliko imamo proračuna rednega, gre dobra 2 milijona samo za vrtec, samo ena postavka, 2 milijona za vrtec. Pa da smo v letih 12-13 imeli po 17 milijonov, ko smo imeli kakšne razpise, si se lahko prijavil, pa čistilna se je gradila iz kohezijskih sredstev. Zdaj imamo pa, ko imamo kredit za ta dva vrtca, imamo pa 14 milijonov. Redni je pa okrog 12. 4,5 milijona na leto je, pa se mora nekje poznati. Je kakšna varianta, da za bazen najamete? Glejte, kreditna sposobnost občine je, in jaz se bojim, glede na to, ne samo za bazen, glede na to, kar imamo zdaj, prve podatke, ko smo malo simulacijo delali, ob tej poprečnini 536, mi ne bomo v stanju niti počrpati sredstev, ki so že odobrena bila tam leta 2012, za energetsko sanacijo šole pod Goro in hkrati ureditvijo glasbene šole. Sredstva so odobrena, ampak jaz ne vidim lastne udeležbe pri tem. Bomo itak morali razmišljati pri sestavi proračuna, če se ne bo nekaj korenito spremenilo, da bomo morali pokrpati te luknje. Kreditnost pa smo še sposobni, se pravi daleč pod tistim limitom. Mogoče bi sam tu še dodala, mi smo vam gradivo predložili tudi intervju z županom ob občinskem prazniku, kjer smo poskušali strnati malce bolj tudi projekte, ki jih ima občina kot, bom rekla, prioriteto, ki jih bo treba tudi financirati, bi pa prosila, dajte sami oceniti, mogoče mediji, ker jaz vem, da tudi rabite zgodbe, ki vlečejo, ki potegnejo, ampak vendarle ocenite, mogoče sami, kaj je tista prioriteta, ki jo pa, tam govorimo enkrat o življenjsko nujnih, potrebnih, bom rekla, storitvah ali pa mogoče v tistih projektih, ki pa vendarle so nujni. Mi smo včeraj imeli tudi sestanek z predsedniki krajevnih skupnosti, ki so tudi na nek način naše, bomo rekli, posvetovalno telo za nekatere investicije, ki se v občini odvijajo in, bom rekla, vsi v en glas smo bili zelo enotni, kaj so tiste investicije, ki jih rabimo v prvi meri. Najprej dokončanje teh investicij, ki so zdaj v teku, počrpati ta sredstva za energetske obnove, ceste, absolutno to. Pa pitna voda. In tukaj noter, sej smo zelo se razpisali tudi okoli, bom rekla, kaj v strukturi proračuna pomeni tudi, bom rekla, na odhodkovni strani, župan je prej povedal, dobrih 72% so samo odhodki, ki pomenijo zagotavljanje zakonsko določenih nalog. Tukaj noter ni potem financiranja tistih majhnih investicijskih, recimo sredstev v krajevnih skupnostih in podobno, pa smo hitro, bom rekla, na 90%, se pravi 10% nam ostane, da smo takle zelo, da lahko kreiramo usodo in to je tisto, na kar bi skupaj mi morali danes pritisniti tudi na vlado, pa ne samo na vlado, ampak na vse, ki lahko kakorkoli vplivajo na tole izoblikovanje povprečnine, zato ker občine bodo razvojno zaostale. Zdaj, v preteklosti se je ogromno počrpalo tudi iz kohezijskih sredstev, iz sklada za razvoj regij, ampak danes tega ni. Smo na sredi črpanja te druge finančne perspektive, ki predvideva samo mehke vsebine, mi pa vemo, da še kako potrebujemo denar še za infrastrukturo. In tukaj bi bilo prav, da smo na tem delu pa zelo enotni in da to povemo. Zdaj,
jaz ne rečem, absolutno ste sami ugotovili ekonomičnost take investicije, ampak zato bomo imeli tudi ta posvetovalni odbor, ker kakorkoli smo poskušali že znotraj teh upravljavca občine pa krajevne skupnosti pa še nekaterih poenotiti idejo, kakšen bazen v prihodnje, že tukaj smo se zelo razhajali, ne. In kakršnokoli rešitev bi sprejeli, če ne bo enotna, pa če ne bo, bom rekla, res potem zagovarjana, vedno bojo neka nasprotovanja. Danes se pogovarjamo o tem, kako bi sanirali, jutri se bomo pa pogovarjali o tem, a je ta rešitev pa primerna, a je pa občina, bom rekla, namenila dovolj sredstev ali pa premalo. Skratka, vedno bo nekaj. No, to je, da pri lokalni skupnosti ni nujno ekonomika tisti odločilen dejavnik. Če se malo vrnem, veste, vrtce, ko včasih očitajo, da je cena oskrbnega dneva v konjiški občini visoka. Ja, samo je treba vedeti, da ima samo javni vrtec enote na 9 lokacijah. Od Špitalča do Zbeloga, Jerneja, in to ima svojo ceno. Je pa seveda drug vidik, ko pa prideš na materinski dan in se te mamce tule razjočajo, ko jim otroci kulturni program naredijo, je pa druga stvar. To pomeni tudi kraj, ko nima vrtca pa šole. Če je malo bolj odmaknen, je problem, ne? Tako je pri nas Špitalič. Na Jerneju ni, Žiče je prepolno, Tepanj je polno. Ne? Tako da je še kaj drugega, kot sama ekonomika, ne? Ker ekonomike marsikje ni, ne? Ampak so drugi vidiki. Ne? Vprašanje, koliko je ekonomika v pomožnem štadionu, recimo, ne? Ampak so pa drugi vidiki. Ne? Ni tržnega obnašanja, bom rekel. Kaj podjetja vključni, ne vem, kako se je časih dovedalo, da bi nam dok je vložil, pa se mogoče njihov zaposleni, kakve karte dobivajo, pa tek nekaj, se vrnemo, ne vem, par desetletij nazaj, ne bilo podobno zadeva. Tudi to je ena od opcij, samo nažalost je danes drugačen način razmišljanja. Tudi ko iščemo sponzor, recimo zdaj prispevek, ni taka skrivnost za dirko po Sloveniji, je občina morala zagotoviti 10 000 evrov. Seveda sam jih nimaš kje vzeti, ne, in greš, ampak vedno ene ta iste. Tistih 4-5. Vedno ene iste in pol tak je, ne. Več je teh možnosti, ne. Tako kot so, recimo, pravim, na Reki so imeli tak primer, ko so vključili občane, ki so bili zelo zainteresirani. Občina je zagotovila zemljišče, pa en del sredstev, seveda Reka je neka druga zgodba, kot Konjice, in tam so potem neke vrste obveznice izdali, ki so jih tudi kompenzirali z letnimi kartami za bazen. Tako so bili ljudje zainteresirani. Tudi to je možnost, zakaj ne? Zdaj ne vem, če imamo tam na Facebooku 400 podpisnikov, dobro, pol jih je tako drugod, pa mladoletnih. Če tisti letno karto kupijo, smo že kar veliko naredili, ne? Tudi po tej ceni 55 evrov, s popustom, jih damo še. Jaz popusti samo tisti, ki ima lanc. Samo se bojim, da ko bo ta bazen zgrajen, bo pa zopet prazen, ne?